Nadaljujemo z dokumentarnim filmom Karl X. Borboni na Goriškem. Z mano pa sta režiser in scenaristka filma Dušan Moravec in Tatjana Plahuta. Lepo pozdravljena. Bi lahko za začetek povedala, kako ste naletela na to temo, kaj vaju je toliko pritegnilo, da ste se odločila posneti film, in seveda me zanima tudi, odkot sta štartala. Je to bil Kostanjeviški samostan, so bili to Borboni, Gorica? Na začetku smo snemali nek drugi film in zgodovinar Renato Podberčič je rekel, da gremo na to lokacijo, na Kostanjevico, ker se od tam z te terase pred cerkvijo lepo vidi Gorica, Stara Gorica. In potem je rekel, mimo grede v Borbonih pa še ni pravega dokumentarca, čeprav potem smo videli, da v arhivu je en in tudi dober. In takrat smo v bistvu še isti dan, mislim, prišla na RTV in nesla uredniku to idejo in je bil za. Ideja je itak taka kraljevska tukaj, mislim, tako prestižna po svoje. Ja, lahko bi govorili ali o osebah, ki so pokopane, ne? Ker se mi zdi to pravzaprav še zdaj, še po tem filmu ne boste zares izvedeli dosti o njih, čeprav je naslov Karl X. Mislim, nekaj je o njem, ampak je res predvsem mogoče bolj zgodba te grobnice, tega samostana in tega prostora. In je v bistvu zelo splošno po svoje povedano. Mogoče bi rabili še dokumentarcev o njih, ker se mi zdi, še vedno jih nimamo zares v zavesti. Ne vem, če so zdaj v učbenikih. V bistvu je neka taka čudna obrobna tema, ki je slučajno nekako pristala v našem prostoru. Mislim, je zanimiva, ne, kraljevska in prestižna po svoje, ampak nekako zaradi vseh teh zgodovinskih premikov tega prostora sploh se nekako ne najdemo več stične točke na nek način, se mi zdi, z njimi. Ja, pravzaprav se ne vem tudi točno kaj dodati, ampak to je taka zgodba, ko sva začela govoriti, veliko ljudi je vedlo, veliko ljudi pa sploh nič ni vedlo o tem, ne? In to se nam je zdelo tako zelo bistveno, da povejo eno tako zgodbo, kateri se malo ve, pa je zelo pomembna, no? Mislim, pomembna za Slovenijo, za Francijo, za vse skupaj. Ko pa sva se lotila te zgodbe, pač je bila pa najina ideja ta, da pač res, kot je Tatjana rekla, malo širše, ne samo o Karlu X. Povemo, ampak o tistem času, o načinu življenja tistega časa, vse, kar je nekako šlo od samih sarkofagov, kako so bili narejeni, kar se nam zdi pomembno, ker je bilo vse pri nas narejeno, a ne, so bili kameni iz nabrežine. Take malenkosti, ki so pač naredile zgodbo. Mislim, zmeraj je fajn delati tak film, ki je tak strogo zgodovinski, po drugi strani je pa prav to izziv narediti takega strogo zgodovinskega filma eno zelo tekočo zgodbo, a ne, ki se jo da gledati, pa ni ničesar premalo ali pa preveč. Čeprav podatkov je izjemno veliko, ki bi jih rada midva še dala not, ampak nima smisla toliko nabasati, ker je pač, mislim, namen je tega filma res prikazati eno stvar, za tiste, ki bo jih zanimalo, bodo pa še malo sami iskali. Kaj pa je mogoče kakšna stvar, na katero sta naletela, mogoče med raziskovanjem arhivskega gradiva ali pa na kakšen drug podatek med pripravo na film ali pa bodisi med samim snemanjem, ki je vaju osebno najbolj presenetil ali pa nekako fasciniral? Se več ne spomnim. Mislim, res je bilo tukaj enih stvari, sploh kaj Tatjana raziskovala, mislim, tukaj enih teh zgodovinskih podatkov, ki so bili pač zanimivi. Recimo mene, zdaj, če pomislim, je bil zanimiv ta pogreb, kako je potekal, ne, Karla X. Ne, ki je potekal iz Stare Gorice na Kostanjevico in sem ga peljal po enem hribu in je, mislim, voz je vozil in je pod enem šel čez en kamen in je skoraj padla truga na tla, ne. Taka krona pravzaprav, ne. In to so take malenkosti, ki smo jih dali namenoma v film, ki malo tako življenjsko vse skupaj naredi, ne. To sem se zdaj spomnil, da je bila taka zanimiva, ampak da reče pa toliko enih zanimivih stvari, mislim, od
pa nekih usporednic z današnjim časom. Oni so bili pač Karel X, pa vsa njegova ekipa, ki je bilo več kot 200 ljudi vsega skupaj, ne? Ne, 100. 100 ljudi. Ja, bil je cel dvor. Je prišel z njim. Niso prišli samo oni, pa družina, ampak oni morajo imeti vse te, od nekih natakarjev, zdravnikov, vse to, kar spada v dvor. Ne? In to je moralo biti nekaj res posebnega za Gorico. Zdaj, Gorica si mislimo mogoče, ampak ni bila neko posebno veliko mesto, ne posebno pomembno. Ampak ja, pravzaprav je bilo marsikaj novega, ker tudi mi nismo dosti vedeli. Ena stvar je, recimo, ki smo jo pa zvedeli potem, ko smo že nehali snemati, so nam povedali na Kostanjevici, da ima grofica Lantieri v Gorici poročno obleko od te Marije Terezije Šarlote. In da so jo ponujali Kostanjevici, samo to pomeni veliko denarja, ne vem, če so jo ponujali za ston, ampak denar za predstaviti to pravilno, konzervirati, ne vem, ampak se mi je zdelo, zdelo se mi je kot neka ta otroška, dekliška želja, da bi videla to princeskino obleko. Mi je bilo žal, da nismo tega vključili, jaz bi jo zelo rada videla, upam, da jo bojo še kaj pokazali, kdaj. Jaz bi pa sem to še dodal prej, ko sem rekel, meni je bilo to zanimivo pri vsej tej zgodbi, kako je nekakšne usporednice z današnjim časom, ampak v eni drugi, recimo, kasti. Kraljevske družine so bili begunci, v bistvu, ne? Prav begunci, ki so pač prišli in zdaj imamo spet begunce in tako. Mislim, hočem reči, da begunc ni potrebno, da si brez denarja, tudi če imaš vse, si lahko begunc, ne? Tako da, takih stvari se pač moramo mi zavedati, na kakšen način smo kljub vsemu mi privilegirani v tej naši državi, a ne, da se imamo, mislim, hitro se lahko stvari zelo hitro obrnejo. Ravno to sem jaz razmišljala med ogledom tega filma in to je pač v bistvu tudi bilo moje naslednje vprašanje, kako nekako spraviti ti dve stvari, glede na to, da ja, slišimo v filmu večkrat besedo begunec, ampak gre seveda za nekoga, ki je v samem vrhu družbe bil, medtem ko današnji begunci, v današnjem kontekstu, to seveda pomeni nekaj zelo drugega. In potem po drugi strani spet, kako nekako se spraviti s tem, s to zgodovinsko podrobnostjo, ki je nedvomno zelo zanimiva, ampak mogoče v času, ko pa seveda je toliko enih težav, toliko enih konfliktov in seveda predvsem socialne neenakosti. Ne? Nekako mogoče kako upravičiti ali pa kontekstualizirati to, da pa posvečamo čas tudi tem platem. Mislim, takrat so tudi obstajali revni begunci in brez pravic. On je bil pač privilegiran begunec, je pa bil verjetno osebno v njegovem, on je iz Versaja padel v Gorico, ne? Oziroma najprej bil na Škotskem, pa to za njega osebno je bil to hud padec. Ne vem, kaj sem hotela reči. Pa mogoče kako vidite ta pomen te kulturne dediščine v tem smislu? To sem mogoče še hotela. V bistvu tukaj dajemo pozornost neki kraljevi grobnici. Ne? Hkrati pa je to, mislim, kot da so oni nekaj posebnega. Ne? Mislim, naših nekih kmečkih prednikov pa ne častimo na nekih grobovih, jih sploh več nimajo. Zato včasih sem se vprašala, zakaj se nam pa sploh zdi to kaj pomembnega. Ne? Po svoje ni, po svoje je, kakor vzameš. Ne? Oni so zdaj begunci zaradi revolucij, ne? In revolucija glih se s tem ubadala, ne? Da bi vzela privilegije temu sloju. Osebno se mi zdi v bistvu to v redu. Jaz mislim, da smo vsi enaki. Seveda pa je prišlo do pač nasilja in to pač obsojam. Ampak ja, se tudi to smo hoteli malo ta nek duhovni pogled, tudi malo o smrti, pa ko jo dojemamo. No, tega nismo niti dosti dali not, je pa pater nekaj povedal o tem. Upam, da smo malo to izrazili, da v bistvu smo vsi isti v smrti. Niso samo oni, ki imajo lepe grobnice, čeprav so tako nesrečni, da ne bivajo v svoji domovini. Ampak mislim, vse niso nesrečni. Vsi se strinjamo, da jim je lepo na Kostanjevici. To sem razmišljala ob ogledu tega filma. V bistvu sem se spomnila na ta mrtvaški ples iz Hrastovelj, katerega poanta je ravno to, ne, da nas nekako vse čaka ista usoda, ne glede na to,
iz katerega dela družbe prihajamo. Ne? Ampak na primeru Karla X. pa vidimo še bolj, da v bistvu kako ne glede na to, da se je rodil v najbolj možno privilegirano družino, kako je pa v bistvu ga to ni zaščitilo pred tem, da ne bi pa doživel enkrat iz žalostnega konca, ne? Da je edini bil v Gorici, ki je umrl za kolero, recimo. Ne? Ja, to edini za kolero je v bistvu, verjetno je, mislim, bila je kolera, ne? Ker mislim, da ta čas, mislim, da je v 5 dneh se okužiš in pride izbruhne. Tudi ta poročila so rahlo tako, kot da bi malo pomašili, da je bila. Potem so rekli, da je bila v okoliških vaseh, seveda je bila tudi v Gorici, samo takrat je bilo tudi to zanimivo, zato ker je obstajala možnost, da bi bil nekakšen atentat. Ne? Takrat, ko je on umrl, so malo neke te policije takratne so šle okrog mesta, pa so malo pregledovali ljudi, ker bi bilo tudi to možno. Recimo njegovega sina, enega so v Franciji ubili, v operi, pač je možno, da bi bilo kaj drugega, ne? Da bi kdo šel za njim so eni stregli po življenju. Ampak potem je bilo več zdravnikov, vsi so rekli, da je kolera, jaz verjamem, da je bila kolera. Takrat so pa nekako rekli, da je edino on umrl, jaz mislim, da so tudi drugi imeli kolero takrat. Imamo kakšno vprašanje, kakšen komentar? Dobar dan. Jaz sem odraščala in še živim v Novi Gorici, tako da mi je ta film še posebej ljub. Živijo. Prej te nisem prepoznala. Ampak tako zdaj, ko sem vas poslušala, razmišljam, kakšna, bolj, mislim, razmišljanje, ne? Dejansko ta bogi revež, ne, kralj, ki ga pač po taki smoli, kakorkoli že rečemo, umre v Gorici, ampak potem počiva, torej on je bežal od revolucije in potem pride v državo, kjer je revolucija zmagala in ga gladko pozabi. Tako da jaz moram to reči, ne, smo zrasli. Dobro, jaz sem takrat celo k nauku hodila gor, zato mi je bilo, ali pa božičnicam in ne. Tudi sem enkrat enega patra smo posneli, ampak že zdavne. Nič, ne, v šoli nam niso rekli ene besede, ne, da imamo v bistvu vendar zgodovino, ne. Ja, Novo mesto je zahtevalo vse drugo, ne. In tako smo v našem kraju marsikaj spregledali, ne, od židovskega pokopališča, vse tisto, kar je bilo odprej, ne. No tako, ja, hvala za film. Hvala. To je, mislim, je res pomembno, je pač take filme, res, ker so pač nekako te zamolčane, zamolčane zaradi različnih razlogov, se pač ne ve, pa so zelo pomembne stvari, ne. To je po moje naloga dokumentaristov nas prav to, ne, pač odkrivati take zgodbe in jih pač predati naprej, da se nekako, pač da se zavedamo, no, mislim, tega. Seveda po drugi svetovni, tukaj Kostanjevica pomeni cerkev in Grobnica pomeni plemstvo, oboje je bilo po drugi svetovni vojni. To smo hoteli pač zbrisati in zanimivo, Kostanjevica gleda čisto proti Stari Gorici, tako je obrnjena. Res je zanimivo, kako so to mejo naredili, da je ostala na tej strani, kot da bi pa še to reče, da so Francozi delali to mejo. To je res smešno. Ker je res par metrov v bistvu, ne. Ja, mislim, ne vem, po svoje ima nek čar tudi ta pozaba, ne. Ker po svoje si misliš, zakaj bi pa morali te ljudi motiti v njihovem posmrtnem počivanju. Jaz si recimo ne želim, da bi to postala neka turistična točka, ker to je tako majhna stvar, ta rov pod cerkvijo, nek tak intimen občutek imaš, ko greš noter, res, kot da si prišel v nek svet prostor, ki ne smeš zdaj tam. Ne predstavljam si, da bi neke trume turistov, bi to malo, da bi popularizirali, to se mi zdi malo, ne vem, ne vem. Ja, mislim, da ni namen, niti nas ni bil namen, da se to naredi tako, a ne, da se gleda, mislim, ampak da se zavedamo tega, no, mislim, sej. Je pa res, moram to poudariti, da ljudje, ki skrbijo za to grobnico, pa za cel ta samostan,
Mislim, so pa vsi skupaj res predani svojemu delu, ne pa svojemu poslanstvu. Tako da in Francozi, in kraljevska družina, in mi smo lahko izjemno ponosni, pač s kakšno skrbijo za te stvari. Ne. In sama okolica je lepo urejena, potem knjižnica Škrabčeva je izjemno bogata. Tako da, če pride kdo, mislim, je lahko zadovoljen s tem, v kakšnem okolju je pač kralj in njegova družina počiva. No. Celo če pridejo Francozi, so lahko zadovoljni. Ja. Neki so, vse so prišli. Vse kar hodijo, ja. Mislim, se jih je kar veliko nagrado. Hotela sem še nekaj povedati zanimivega. Ko je bil film na televiziji, ne vem, nekdo je dal na Facebook neko objavo in potem se je takoj lotila taka strastna, žaljiva tudi na momente debata, ker eni so rekli, mi nismo nikoli nič slišali o Bourbonih, ja, to je ta prejšnji režim, je vse hotel potlačiti. Drugi so rekli, kaj lažete, seveda smo slišali. In ne vem, eni očitno so slišali, eni niso. Jaz se res ne spomnim, da bi to bilo v kakem učbeniku. Jaz sem z Vipavske doline in jaz se tega ne spomnim, da bi v šoli rekli. Razen, če takrat nisem poslušala, ampak mislim, da niso rekli. Ne, tudi Renato to pove, da je živel praktično 1 kilometer od tam in da v šoli niso nikoli, na gimnaziji niso rekli. Zdaj, eni so rekli, mi pa smo, kaj laže. Zdaj, mislim, tako je zanimivo, da je bila takoj to priložnost za debato med levimi in desnimi. Dobro, čas se nam je nažalost iztekel, tako da najlepša hvala Dušan Moravec in Tatjana Plahuta, režiser in scenaristka filma Karel X. Bourboni na Goriškem. Čestitke za film. Hvala za lepo vprašanje. Hvala.